Schnell Mama. Techniker, was du gerade? Ta neumni maček. Pa kaj je spet tako strašno? Že ves dan samo takole in takole. 300 coprov, pa me ne glej. Kaj pa ne počnem, ko mi je pa tako dolg čas. Sofrica Epifanja me zabila samo zato, ker sem jo preveč pohlevno gledal. Ja, kako pa ne gledajo mački svojo gospodarico? Zdaj pa dovolj. Zatožila te bom Epifani, začarala te bo, miš te bo začarala. Ojoj, miš, kako miš? Mačke vedno ne marajo miši in miši ne marajo mačk. Če bi me spremenila v miš, ne bi več maral sebe. Ojoj, draga Minka, prosim te, nikar me ne zatoži, prosim te, prosim, 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 prosim. Če to ni najbolj neumen maček na svetu, kaj ne naredim z njim? Pa sem si spet skuhal vraževi uho. Skuhal? Haha, je kdo rekel skuhal? Tako je, skuhala ga bom, mačev bar naredim iz njega. Kuhanih mačkov nihče ne mara. Kar pridi, no. Epifanja gre. Vseh 1000 coprov, Epifanja se vrača. Jaz pa se pozabila predstaviti začeren čaj. 3 kozi pari. Šo prisiče dlake. Po noci še vse nazel. In seveda, Knorr! Essen mit Lust und Liebe. Črnih kosličkov, vse to je grozno. Grozno vem, ampak res nisem utrnila. Elektrike je zmanjkalo, pa vode ni bilo. Pa trčivo, lečavole, to zdaj sploh ni važno. Nekaj veliko hujšega je. Bolje, da sploh ne bo hodila v mesto. Ampak, draga Epifanja, kaj se ti je pripetilo? Si prevozila deča, da je pisal policaj? Ali si že spet koga podrla na prehodu za pešce? Poslušaj, videla sem čarovnika.
Monika? Ja, čarovniki so vojna že zdavnaj izumrli. Sama si mi povedala. Seveda so izumrli, ampak jaz sem ga videla. Na glavnem trgu pod šotorom. Zajca je podvlekel z klobuka, igralne karte je stresal iz rokava. V čisto prazni škatli ne golobe. Čakaj. V prazni škatli? Ja pa golobe? Ja, svojim očem nisem verila. Neverjetno. Gotovo je začaral tudi ljudi v šotoru. Ploskali so mu, se smejali, mu metali denar. 1000 črnih kozliškov. Mi pa vemo, da ljudje ne marajo čarovnikov. Kaj naj to pomeni? Nič dobrega, Minka, nič dobrega. Nekaj si je treba izmisliti. Najstarejše črne knjige je treba pogledati. Po horoskopu. Kje pa je teta narava? Še ne vem, še malo prej bil tukaj. Da ga nisi spet spustila? Ja, že ne, res ne. Zakaj bi spustila to baravo? Sem si kar mislila. Se je že začelo. Kaj? Ne razumem. Ja, on ga je, razumeš, čarovnik. Za začetek nam je speljal mačka, potem se bo lotil naju. Ampak Epipanja. To so prekleto rešne reči. Že ko sem ga videla pod šotorom, sem videla, da je sam vrit. Rad bi naj pregnal iz mesta, razumeš? Poslušam, draga Epipanja. Še nikoli se nisem spopadla s čarovnikom. Ampak v vseh črnih knjigah piše, da so zmeraj grdo ravnali s čarovnicami. Samo zabavali so se in popivali. Uboge čarovnice pa so garale zanje. Nabirati so jim morali črn trave, kuhati črn čaj, pomivati posode in vse drugo. Grozno. Kaj bova storili? Tukaj pomaga samo zvijača. Mene je tako strah. Ne govori tako. Skuhala te bom čaj proti strahu. Urobiš še črn čaj za urobiljo. In zaupala ti bom črni medaljon svoje prababice. Jasno je to? Ti, draga moja Minka, samo ti lahko izpelješ moj peklenski načrt. Torej, na delo, to je najin rajon in najin mora tudi ostati. Ja, sem si kar mislil, falota. Cirkus popara, vidva pa ne narita.
Vame je prav malo maza cirkus in cirkuško blagajno. Ležavata, se predegujeta, patata, sam pa ne vem, kje se me glava leži. In potem še hočete, da naj bogato plačujem. Pravkar sem gotov, gospod direktor, da že 3 mesece nisem imel plače. Uš, in še 3 mesece ne boš. Jo, plačevalna slabša klona na svetu. Kaj pa jaz, gospod direktor? Moji nastopi vena navdušujejo. Kaj res? Govorite, kot da ne bi slišali aplauza. Zanimivo, Gregor, zanimivo. Če tako bom pa prisluhnil. Ampak gorečega ne bo tega aplauza. Glej, kakšna gospodična. Kaj pa ti tukaj, gospodična? Se to ni avtobusna postaja, ampak cirkus. Bi rada moj avtogram? To je avtogram? Kdo pa bo navadnega čarovnika prosil za avtogram? Vi ste torej tisti slavni čarovnik. Ja, draga moja, to sem jaz. Najslavnejši čarovnik Gregor, zopet v vašem mestu. Slišala sem tudi, da iščete pomočnika. Ja, mora celo pomočnico? Kaj? Če bi kdo v tem cirkusu iskal novega člana, bi bil to jaz, direktor. Ampak ga ne iščem, razumete? Jaz pa bi bila tako rada čarovnikova pomočnica. Še ko sem bila mejna, sem o tem sanjarila. Zdaj se te želje ne more več upreti. Me prav nič ne briga. Dej že tisti avtogram, potem pa naj se pobere. Saj ni prišla po avtogram. Gospoda, prosim vaju, to je moja edina želja v tem mojem nesrečnem življenju. Že leta in leta se potikam po svetu čisto sama. To ni sirotišnica, ampak cirkus! Gospod, prosim vas, jaz moram postati čarovnikova pomočnica, drugače bom skočila z mosta in se utopila. Tega res ne smemo dovoliti. Jaz nesrečnica, kaj naj storim? Kako? Kaj? Rekla si, da bo skočila z mosta. Ampak, gospod direktor, če bi imel pomočnika, bi vsak večer lahko nastopil 2-krat, ali celo 3-krat. Si rekel 3-krat? Pa naj bo 3-krat, samo da jo vzamete. Torej 3-krat. Drage dame, cenjeni gospodje in vsi ostali. Čarovnik Gregor začne današnji program. V njem se vam bo začudena posušila slina in od smeha vam bojo podpadale proteze iz ust. In takoj na začetku prvo veliko presenečenje. Moja nova pomočnica, Minka! Poglejmo torej, kaj se skriva v mojem čarobnem klubuku. Recimo, abrakadabra, okus pokus. In vzemimo iz mojega klubuka zajca. Rekli smo zajca, ampak, prostite prosim, še malo prej je bil zajec. S tem mojim klubukom je danes res nekaj narobe. Torej, draga publika, kljub manjšemu spodrsljaju nadaljujemo naš program. Tako, tule imam čisto pravo čarobno škatlo. Seveda je prazna, ampak rekli bomo abrakadabra, hokus pokus. In iz nje bojo skrčali 3 beli golobi. Torej, draga publika,
To ne razumem. To bi vendar morali biti moji mali zlati golobčki. Šanovni Gregor! Prosim, da mi pojasnite, kaj to pomeni. Ja, gospod direktor, a ne vidite? Same kure. Prosim vas, kolega, pripričaj, da naljute svojo točko. Če ne? Seveda, že zaradi ljudi. Torej, draga publika, prepričali ste se, da držim v rokah čisto navadno vuto. To bom zdaj pripognil in si ovil okoli dlani. Rekel bom, abrakadabra, okus pokus. In na moje dlani se bo zalesketal najdražji diamant na svetu. Jajce! Kako? Jajce? Ja, gotovo ga je znesla tista kokoš. To je škandal! Kako? V posledicah te vaše nesramnosti bo še govorila. Ti kaj razumeš, Vili? Zajca sem položil v klobuk, pa je pobegnil tisti hip, ko sem ga hotel prijeti. Golobčke sem skril v škatlo, pa so izginili tisti hip, ko sem jo odprl. Diamant sem imel v rokavu, ko sem ga pa stresel v dlan, je postal jajce. Pojma nimam. Vem samo to, da je direktor strašansko besen. Za kazen bom spet moral pomivati posodo, pometati in počistiti njegov avto. Če se ne bo izmislil še kaj hujšega? O, najraje bi se zjokal. O, no. Čakaj. Je vendar mora biti rešitev. Kaj? Če bi postal bil direktorju, mi je prepričal, da je vsega kriva tvoja nova pomočnica. Minka? Da, nagal bi ga, da je njena bližina slabo vplivala nate in potem bi si direktor zdaj nad njo, ti pa bi imel mir. Vili, to vena ni pošteno. Dekle ni nič krivo. Kako sem lačen. Če bi samo slutil, kako se gredi po tepuškim mačkom, ne bi nikoli pobegnil. Pri coponici Epifaniji sem vsak dan dobil kost, ali pa vsaj čirn čaj proti lakoti. Si res ti, maček Slavko? O, strašno. O, nikar se mi ne boj. Nič hudega ti ne bom storila. Ja, pravzaprav sem celo vesela, da te vidim. Glej, kaj slišim? Počakaj, prinesla ti bom kaj za pod zub. Zdi se mi namreč sestradan. Tako je in prav mi je varabi. O, ljubi moj Slavko. Celo noč nisem zatisnila očesa in bi gotovo znorila, če ne bi srečala tebe. Veš, Epipanja me je nagnala, da bi zmila čarovnika Gregorja v prah, ali ga vsaj nagnala iz mesta. Pa ga na ženi. Ko bi ti to razumel. Prišla sem z najtrnejšim namenom in se dobija v srcu, pa se je vse tako čudno zasukano. Razumeš, predstavo sem mu pokvarila, on pa je ves čas tako dober z mano. Zvečer mi je ponudil celo svojo posteljo, da ne bi spala preveč na trdem. Ja, mogoče pa je slabši čarovnik od tebe in se te boji. Še sanja se mu ne dosem, zato pa je tudi tako dober z mano. O, ko bi si vse lahko skuhala en velik lonec čiren čaja za hudobijo.
Samo to bi mi pomagalo, da mu ne bi začela vračati dobrote. Sej res, Lovko. Zmeraj sta bila prijatelja. No, tega ne bi ravno rekel. In poleg tega pa ti obljubim še ta kos mesa. Ta kos mesa? Torej zmenjeno. Steci v naš brlog in mi prinesi 3 kozje parklje, žimo iz konjskega repa in po noči sušeno zel. Samo da te Pipanja ne zaloti. Ja, bom že pazil, da me ne ujame. Se me copunica zaradi tega živega odrla. To sem pa dobro uredila. Skuhala si bom velik lonec čirenčaja z hudovijo in potem bom spet hudovna. Pri priči grem in čarovniku Gregorju skrijem vse rekvizite za jutrišnjo predstavo. Začaram mu čarovniško oblačilo in mu spremenim čarobno palico v metlo. Vse skozi se mi je zdelo, da je bil ti Gregor boljši klon kot čarovnik. Tudi zdaj se mi zdi spločen. Če me boš dobro poslušal, bo lahko kmalu skupaj nastopala. Nisem klon in tudi nikoli se ne bom. Vsa ta leta sem bil čarovnik in tudi ostal. Prosim, če si tak čarovnik, potem si pričarajo vse svoje pripomočke. Pa če imam frak in palico. Moj novi kostum za današnji nastop? Tvoj novi kostum? Zanimivo, zanimivo. Ja, prav dolgočasno je, da so čarovniki zmeraj v črnem, a ne? Pa tole? Metla. Ja, veste, gospod direktor, včasih so imeli čarovniki tudi metle. Mislim, čarovnice so imele metle. Ja, vse razumem. Zato bo zdaj ti, ljubi Gregor, na metli odletel naravnost iz mojega cirkusa. Ampak gospod... Uš, niti veseli več. To je nepreklicna odpoved. Iz mene se že ne bo nihče norčeval. Če na ženece ne grem tudi jaz. Kako? Kaj? Bogi Gregor zagotovo ni kriv. Če na ženete grem tudi jaz. A tako? Tako. To je upor. Kakšen upor? To je samo prošnja, da nesrečnega Gregora kaznujete mileje. Ja, je že res za smehkega srca in da to vse preveč izkoriščate. A zdaj bom kolegu Gregorju res ponudil zadnjo priložnost. S trdim gospodinskim delom si lahko prisluži za nove pripomočke in nov frak. No, čarovnik Gregor, metlo že imaš, lahko začneš čarati. Pa tudi ti, gospodična, ne boš več čarila. Če si mu bila čarovniška pomočnica, bodi zdaj še gospodinska. Kar je preveč, je preveč. Moja pomočnica ni nič kriva. Hvala ti, Slavko, 1000-krat hvala. Zdaj samo še malo popazi na čaj in potem pa ti prinesem. Tak kos mesa. Tak kos mesa, pa naj še kdo reče, da še ni splačalo. Vodo sem že pristavila.
Ja dobro, ker dolgo ne bom več zdržal. Hop, pa te imam ta tu. Stoj, ne premikaj se. Ti si torej tisti, ki mi je ukradel pripomočke in zmenjal frak, ha? Kaj? Ubogega potepuškega mačka boste razglasili za tatu, gospod? Kaj pa počneš tukaj sredi noči, če vprašam, ha? Ja, to je prav galjiva zgodba. Morate jo slišati. Torej? Torej. Vezan takole naokoli, se dobesedno vlečem po travu, Stoj, nazaj. storkam, javkam, pa pride tista vaša pomočnica Minka. Minka? Pride torej to nežno milo bitje, me poboža, vzame v naročje, zasmilim se ji in ponudi mi kos mesa. Samo še malo potrpi, Slavko, samo še malo. Ja, se to je res ona? Veste, ljuba in dobra gospodična, rečem, ampak jaz ne jem surovega mesa. Pa se ta dušica ponudi, da mi ga v sredi noči skuhala. Čajček, tudi že vre. O, Minka, tako dobra je res samo ona. Pomoč, gori! Gori, gori! Na pomoč! Gori, gori! Na pomoč! Gori, gori! Na pomoč! Ej, ej! Minka, Minka! Na pomoč, Minka, Minka! Na pomoč, kaj se zgodilo? Kaj se mi potaknil, ti maček na meni? Ne vem, v tem mislu res mogoče kaj zamešal. Ja se pa mislil, da mačke vidite tudi po noči. Gori, 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 kakšno plameni, kakšno plameni, kakšno plameni, gori, 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 na pomoč, gori, gospod direktor, gori, Kaj, Sanja ma je res? gori, 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 gori. Pričakujem naše strokovno poročilo, gospod prvi mestni gasilec. Seveda, gospod prvi mestni policaj. Rekel bi, da se je nekaj vnelo, Ja. da je bilo treba nemudoma pogasiti in to smo seveda storili. Dobro. Prosim. Rekel bi tudi, da se je vnelo nekaj prav štacansko smrečeno. Dobro. Prosim. Nimam kaj dodati. Dobro, gospod prvi mestni gasilec. Sklepam, da ste prav dobro uredili vaš nalogo. Najlepša hvala, gospod prvi mestni policaj. Prosim. Torej, gospodje opazovalci požara, gospa opazovalka. Sklepam, da ste prav dobro videli, kaj se je zgodilo. Nekdo je nekaj prižgal, to nekaj je gorelo in to ni prav. Zato moramo izvohati tistega, ki je to nekaj prižgal. Jaz, to sem bil jaz. Jaz sem bila. Aha, torej vidva. Ne midva, ampak jaz. V resnici pa jaz. Ne razumem. Ja, gospod policaj, saj ni kaj razumeti. Stal sem, da bi si skuhal klobaso, pa se je vnela mast. Vnela mast. Čakajte. Kuhali ste klobaso, vnela se pa je mast? Ja, pravzaprav, vnela se je voda. Rodi vas, ne poslušajte ga. Mija, gospodje,
Zaradi mene se tudi lahko kriva oba. Se vi me poslušate, gospod direktor! Čarovnik Gregor s tem res nima nič! Je prav nič ne briga. Škodo je treba poravnati in gospod čarovnik Gregor jo bo gotovo lažje plačal kot vi. Naredimo torej zapis. Mojemu Gregorju se je zmešalo. Nazadnje bo šel zaradi ženske še v Jelčo. Če se je komu zmešalo, potem se je Minki. Kaj bo rekla Epipanja, ko bo zvedela? Ja, kdo si pa zdaj spet ti? Jaz? Ti ja. Prav tak si videti, kot tisti mački v pravljicah o čarovnicah. Pa res. Če ne bi vedel, bi prisegel, a so tudi tukaj imeli prstov vmes. Stokrat so me že vrgli iz cirkusa in stokrat so me te prosili, naj se vrnem. Posebej zdaj, ko imam pomočnico. Tako točko boja pripravila, da naj jo bojo hoteli vsi cirkusi tega sveta. Rada bi se ti zahvalila, Gregor. Ampak Minka, se ne bo zdaj kar šla. Tako lepo sva sodelovala. Res sva imela malo smole, ampak to bo minilo. Nasvidenje, Gregor, in hvala. Minka, počakaj! Pravzaprav, tole ne te spominja name. Epipanja, spila sem že 7 skodelic čirenčaja proti laži, pa nič ne pomaga. Vse, kar sem ti povedala, je čista resnica. Čarovnik Gregor ni coprnik, ampak navaden cirkuski čarovnik. Minka, navadno, če ne bi tako pameti zmešal. Ne bi se vrnila vsa butasta in brez medaljona. Vi.
Ja, medaljon se ne bo zgubila. Pi. Pravzaprav ga nisem zgubila, ja, kar zginil je. Pi. Ja, medaljon je bil Gregorju tako zelo všeč. Še sama ne vem, zakaj sem mu ga dala. Dala? Moj črni medaljon si dala čarovniku Gregorju? In zdaj boš trobila, da te prekletnična knjiga zaplete v svoje coprniške mreže. Zlodej se gotovo že pripravlja, da bo obračunal z nami. Medle pa sediva križem rok. Takoj moram po svojo čarobno kroglo. Minka? Gregor, kaj mi ne hodi blizu? Pa ne se bo takoj volješ, da nas te nikoli več ne spusti. Jo, samo tole sem ti hotel prinesti. Bil sem pri zlatarju, pa mi je rekel, da je to najdražji diamant, ki ga je kdajkoli videl. Tako dragocenega darila res ne morem sprejeti. Hehe, pa te imam kozliče. Dobar dan, gospa. Dovolite, da vam pojasnim. Bil sem pri zlatarju, pot me je zdesla mimo, pa sem se rekel, saj na kavico stopim. Ja, pa tole sem hotel vrniti. Črni medaljon? Kaj naj to pomeni? Kako? Gotovo je kaka zvijača. Ne razumem. Zlatar mi je rekel, da je to najdražji diamant, ki je kdajkoli videl. Tako dragocenega darila res ne morem sprejeti. Hej, kakorkoli že. Zdaj si v mojih rokah, ne spustim te več. Abrakadabra, črni prah. Zdaj te imam v rokah. O, Minka, kaj se je zgodilo? Niti premakniti se ne morem več. Minka, povej na te coprnici, da nisem imel nobenih slabih namenov. Minka, kaj tudi ti me ne verjameš več? O, groza. Prosila sem te, da ne hodi blizu. Zdaj je prepozno. Hehe, niti sanjala sem mi, da je šlo tako gladko. Zdaj je treba samo še v črne knjige pogledati in si izmisliti dober recept za uničevanje čarovnikov. Hehe. Če izgovoriva eno samo preglato besedo, se bo Epipanja zbudila. Zdaj me pa dobro poslušaj. Samo po eni poti lahko vanjo prideš od tod. Zdaj greš z mano. Kaj spet ne začenjaj? Minka, rad te imam. Že ko sem te prvič zagledal, sem se zaljubil vate. In prav malo mi je mar, če nisi navadna ženska. Hej, tako torej. Samo malo vode sem mu prinesla. Zmoči. Moje stare uho je vse slišalo in moje stare oči so vse videle. Zato, kar si storila, je v črnih knjigah zapisana najstrašnejša kazen. Takoj moram po svoje čarobno kroglo. Črni prah. Zdaj vaju imam v rokah. Hej. Zdaj moram... Gospa čarovnica, dovolite vam pojasnim. Nisem noben coprnik, ampak navaden cirkušit čarovnik. Zajca znam zleveči iz klobuka in še kakšno reč stresti iz rokava. To ni nobena čarovnija, ampak navadna goljufija, razumete? Moraš mu verjeti, Epipanja. Tudi mene Gregor sploh ni začaral. Preprosto, rada ga imam, razumeš? Kaj? Kaj slišim? Če ne bi bil v tej grozni kletki, bi bil zdaj najsrečnejši človek na svetu.
vama že pokažem. Zdaj grem nabrat vse potrebne za juho, kokos, pokos, kvak, kvak, hej. Kokus, pokus, kvak, kvak? Kaj pa je to? Šla je po prahi 100 let starega kokosovega oreha. Mora nam pripravlja puding? Skuhala nama bo juho, kokos, pokos, kvak, kvak in naj začala v žabi. V žabi? Mene v žabo, tebe pa v žabona. To je najstrašnejša kazen, ki se naj lahko doleti. Ja, v svojo podobo se lahko spremenim, ako se pokesal za vse, kar sva storila. Ampak jaz se ne bom nikoli pokesal, ker sem se zaljubil vate. Vse to je. Tudi jaz se ne bi mogla kesati, ker te imam rada. Torej, bova za zmeraj ostala žavi. Maček Slavko! In kravn Vili! Prišla sem vama pomagat, samo pozabil sem vzeti pištolo. Čisto primero bodite me, dobro poslušajte. Poslušaj. Epifanja bo skuhala juho, kokos, pokos, kvak, kvak. In naj začala v žabi. To lahko preprečimo, če do jutra prineseta 77 rostnih kapljic žabje trave. 77 rostnih kapljic. Žabje trave. Pohitite, da ne bo prepozno. Že greva. Že nabirava. Dvakrat več kapim dana, kot je zapisano v receptu. Ali celo 3-krat več. Dodala bom še malo zelene paprike. To je zate, nesrečna neumna Minka, da boš bolj zelena žaba. In malo rdeče paprike. To je zate, Kordova, da boš bolj rdeč žabon. Rdeč žabon? Saj to je grozno. Seveda grozno, ker se ne boš mogel skrivati pod zelenim listem, ampak bo vsakomur na očeh. Rekla bi, da je gotova. Meni se pa zdi, da si dala premalo soli. Premalo soli? Nič premalo, ravno prav. Ja, na sračji prah si gotovo pozabila. Sračji prah? Nisem ravno prepričana, da tudi to sodi juho, kokos, pokos, kvak, kvak. Kokos, pokos, kvak, kvak. Hehe, saj sem vedela, da ne. Ne boš me prepričala. Zdaj pa na delo. Samo še trenutek, ja, spomnila sem se... O ti baraba, kako si me prestrašil? Če ne bi imela kako važnega dela, bi ti že pokazala. O, draga moja Epifanja, kesam se, tako se kesam. Nikoli več te ne bom zapustil. Stramaček na umi, juha se bo slavila. Stran sem rekla. Abrakadabra, črni prah. Naj pride nam, kar držim v rokah. Naj joškapi juha, kokos, pokos, kvak, kvak. 77 rostnih kapljic žabje trave. 77 rostnih kapljic žabje trave. Na pomoč. Kvak, kvak, jaz sem žaba. Kvak, kvak, kaj je blaka. Kvak, kvak. Spremenila se je v žabo. Hej, spelajo. Prinesel sem 99 rostnih kapljic žabje trave. Pravzaprav sem nekaj več bolj držalo. Končano je, dragi moj Vili. Čarovnica Epifanja, mislim, žaba Epifanja, je že v mlaki. Mlaki? Tako torej. Pa si vas ne staknil. Barabe, lenuhi, požigalci. Dajate v tem sračnem belogu, medtem ko vaš cirkus popada, uš! Gospod direktor, dovolite, da vam pojasnim. Uš, mojega potrpljenja je konec. V verige vas bom dal.
Nastopali boste kot topice, kot zveriče bo treba. Saj ste me ven nagnali. Nagnal sem te, zdaj te bom prignal nazaj. Tega bom pa dal čez kolena. Mislite, kaj sveri predstave mi je povedal? Moral sem, gospod direktor. Maček Stavko mi je prišel povedati. Uš! Ti bom že dal! Kvak! Kvak! Drage dame, cenjeni gospodje in vsi ostali, ki nas imate radi. Cirkus Rega Kvak začina današnji program. Ob njem se vam boste smejali, kot še nikoli in nikjer. In najprej vam kot novi cirkušni direktor predstavljam čisto pravo čarovnico Minko. Aplavz prosim za čarovnico Minko. In takoj za njo čisto ta pravi čarovniški maček Slavko in z njim klavn Vili. In zdaj, draga publika, pozor, pozor. V našo areno prihaja najobilnejša in najbolj zelena žaba na svetu. In takoj za njo pa še najobilnejši in najbolj rdeči žabon na svetu. Gledate, se ne more načuditi. Velika zelena žaba in velik rdeč žabon. In zdaj, draga publika, prosim, ogrejte si dlani in nam privoščite dolg aplavz.